Dober večer vsem, lep pozdrav. Danes smo prvič na okrogli mizi Pirati na kopnem in sicer je danes tema družina včasih in danes. A je v redu? Okay. Jaz sem izjemno vesela, da so se povabilo odzvale tri res izjemne in čudovite gostje. Milena Miklavčič, dr. Barbara Rajgal in dr. Mija Marija Klemenčič-Rozman. En aplavz, prosim. Vsaka od njih je strokovnjakinja na svojem področju in vam tudi sproti predstavljam. Naj pozdravim tudi vse, ki nas mogoče spremljajo v živo. Poteka streaming in dostopen, kasneje bo tudi posnetek, tako da tisti, ki so mogoče zamudili ali pa vsi, ki bi si radi še enkrat ogledali posnetek, bo seveda dostopno na internetu. Vsi linki bodo objavljeni tudi na strani Piratske stranke. Še enkrat naj obrazložim, da nobena od gosti ni članica stranke ali kakorkoli povezana s stranko, so zunanje neodvisne strokovnjakinje in pirati radi povabimo med sabo goste, ki imajo kaj zapovedati, čeprav niso strankarski, tako rekoč. Pa dajmo kar najprej besedo gosti Mileni Miklavčič. Ona je pisateljica, raziskovalka preteklosti in vdana poslušalka srčnih težav. Napisala je več knjig, zadnja izmed njih Ogenj, rit in kače niso za igrače je doživela izjemen odziv. Pred kratkim je bil tudi posnet dokumentarc in v tej knjigi opisuje zgodbe naših prednikov. V bistvu zgodbe, o katerih nič nismo vedeli, predvsem o spolnosti in seveda tudi o družini naše preteklosti. Ko sem jo brala, sem v bistvu ugotovila, kako res malo vemo o življenju naših prednikov, pa bi te prosila, da nam razložiš, kako so res naši predniki dojemali družino. En lep dober večer. Moram povedati, da je ta knjiga Ogenj, rit in kače niso za igrače pisana ženskimi očmi in pripovedovana predvsem skozi oči žensk. V preteklosti me je velikokrat jezilo, očitno sem pač takšna, kot sem, da je bilo vse, tudi tisto, kar se tiče žensk, povedano skozi usta moškega. Kaj pa on ve, kaj čutim in kako čutim. In zaradi tega sem zaradi razlogov, o katerih bomo mogoče skozi večer še spregovorili, šla od ene do druge ženske, ki pa te starejše namreč niso bile mlajše od 85 let. Vse tiste, ki so bile mlajše, sem jih na nek način obelodanila v eni drugi knjigi, do katere se zaradi te Ogenj, rit in kače niso za igrače po krivici obnašal, predvsem Čehovsko. To pa je knjiga, ki ima zelo preprost način na preprost način naslov ženske. In v tej knjigi ženske pač opisujem sodobno žensko z vsemi njenimi travmami vred, gradiva zanjo pa seveda preko teh zaupnosti, na katere odgovarjam na tak in drugačen način že vrsto let, mi ni nikoli zmanjkalo. Ta Ogenj, rit in kače niso za igrače je pa dejansko res knjiga, ki je prva, ki obravnava intimo, spolnost, pa
da ne bo pomote. Takrat, ko so začeli Slovenci v preteklosti seksati, je mene nekaj zanimati. Jaz pišem včasih, ko so se ljudje mogoče po drugi svetovni vojni še fukali, pred dno pa bakali, angavali, legali drug k drugemu. Nec zardevati, veste, to so izrazi, ki se jih uporablja in jaz sem jih v 30 letih tokrat slišala, da nimam čisto nobenega občutka, da moram zaradi tega iti v kakšno spovednico pa se spovedati. Najlepša hvala. Dr. Barbara Rajgelj je doktorica pravnih znanosti, docentka na Fakulteti za družbene vede in aktivno je sodelovala tudi pri pripravi družinskega zakonika v preteklosti in pa nazadnje v kampanji v podporo noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Po tem referendumu sem dobila tako nekako napisano, da jaz nimam pojma o tem, kaj sploh družina pomeni, sploh kaj je definicija družine in to mi je povedala oziroma napisala pravnica. Glede na to, da si pravnica, me zanima, kako pravo definira družino. Pravo lahko definira družino, lahko pa tudi ne. Nekatere pravne ureditve se te definiciji izogibajo, zato ker jo zelo težko postaviti. Slovenska, ki temelji oziroma je bazirana na ureditvi iz leta 1976, to je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je bil jugoslovanski predpis, ki smo ga mi prevzeli leta 1991 in imamo še vedno istega in ni bil zelo pogosto spremenjen, ker pač ta razmerja v družini so zelo, bi rekla, stabilna, se ne spreminjajo hitro. In ta zakon je nekako definiral družino in v njem piše, da je družina skupnost staršev in otrok. In zdaj, če bi kdo in tisti, ki to vzame zelo zares, bi se mu zdelo, da je to skupnost dveh staršev in vsaj dveh otrok. Ampak je jasno v teoriji že dolgo časa, da družino tvori v bistvu vsaj en starš in en otrok. In tako definicijo je hotel postaviti tudi družinski zakonik, ki vemo, da je 3 leta nazaj padel na referendumu. Zdaj pa, kar je, se pravi, to posodobljeno, da je družina vsaj en starš z enim otrokom, lahko so pa to tudi bodisi rejniške družine. Skratka, to je neka, bi rekla, če gremo izven prava, neka skupnost, kjer odrasli ljudje skrbijo za otroka. Ni pa nujno, da so to formalni starši. Kar je v pravnem smislu zelo pomembno in to pogosto spregledamo, da se na to definicijo, da je družina skupnost starša in otroka ali pa staršev in otrok, ne vežejo nobene pravice in dolžnosti. Nikjer ne piše družina, kot jo razume ZZDR, prinaša te in te pravice in dolžnosti. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ureja dve vrsti razmerij. Eno je med dvema odraslima, temu rečemo, včasih rekli zakonsko pravo, danes rečemo partnersko pravo, se pravi med dvema, ki se poročita ali pa samo skupaj živita, pa imata tudi, rečemo po domače, poruzniki, pa vemo, da imamo že od leta 76 tako rekoč enake pravice, če moški in ženska živita neporočeno ali poročeno skupaj. Druga vrsta razmerij so pa razmerja med otrokom in staršem. In je sprava zelo jasno definirano, kdo je v tem formalnem smislu otrok in kdo je njegov starš. To so dosti kompleksne stvari, ne bi to zdaj tukaj razlagala. Skratka, in na pojem družina se nobena pravica in dolžnost ne veže. Zato, ker namreč v vseh ostalih zakonih, pa dam primer, recimo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, so družinski člani, če sem jaz zaposlena, oni pa niso, recimo otrok, pa moja partnerka ali partner, so lahko, no zdaj sem povedala napačen primer, ker moja partnerka ne more biti zavarovana po meni, zato ker pač imamo tukaj diskriminacijo in je to, partner bi bil lahko po meni zavarovan. Ampak ne zato, ker smo mi družina, ampak zato, ker zakon pravi, kot družinski člani so po tem zakonu lahko zavarovani te in te. Se pravi, vsak posamezen zakon mora za svoj namen povedati,
povedati, kdo je družinski član v tem smislu. Nimamo ene definicije družine, ki bi potem bila, a me razumete, na vseh. Recimo ta zakon tudi govori o tem, da je družinski član pastorek, da je družinski član moj brat ali sestra, ampak samo v primeru, kadar zanj ga skrbim, kadar smo v istem gospodinstvu. Se pravi, v tem smislu je pojem družine v pravu zelo raztegljiv. Vsak zakon skozi svojo perspektivo, glede na to, kater namen hoče doseči, opredeli, kdo so družinski člani. Ne? V socialnem sistemu, v pokojninskem sistemu imate družinsko pokojnino bolj ali manj vezano samo na otroke, ne? Nič na stare starše. Kje drugje so tudi stari starši definirani kot družinski člani. Skratka, nimamo neke univerzalne definicije družine, ker se jo tudi ne da podati. Oziroma imamo jo, ampak je bolj kako bi rekla, ta je zelo neuporabna, ta, ki jo imamo iz leta 76. Nič se praktično ne veže na, če sem odgovorila. Ja, hvala. Sam, da vas opozorim, tudi obiskovalci boste imeli prostor za vprašanja nekoliko kasneje, tako da še tretji gosti. Dr. Mija Marija Klemenčič Rozman je asistentka za področje socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti, tudi psihoterapevtka in družinska terapevtka. Pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu se ukvarja tudi s temami sodelovanja, podpore in pomoči družinam in staršem, med drugim seveda. In bi te vprašala čisto tako na kratko, enostavno, pa vendar ne enostavno, kaj je družina? Jaz bi rekla, da to sploh ni enostavno vprašanje v nobenem smislu in se malo navežem že na predhodnico, pa ne z pravnega vidika, ampak z vidika različnih strok. Namreč, recimo, če pogledamo že različne družinske terapije, smo si tukaj v enih stvarih lahko tudi dokaj neenotni, nekje so zelo rigorozni, kaj je družina, v tem nekem tradicionalnem smislu. Šole, s katere jaz prihajam, Gestalt izkustvena, pa je pravzaprav tako odprta, da je njen ustanovitelj Walter Kempler rekel, da sta družina že dva odrasla, ne glede na to, ali so prisotni otroci ali ne, oni so gostje, pridejo in grejo. Tako, v resnici pridejo in grejo, lahko pa tudi ne. Kot socialna pedagoginja pa še bolj razumem družino kot to, da kar nastaja tukaj, kar v našem okolju živi, na način skupno z ljudmi, kako pač živijo, ki jim ustreza. Tisto, kar je mogoče, če bi morala opisati nek tak idealni tak besede, ki se malo bojim, ampak tako, recimo optimalna neka skupnost bi bilo to, da smo med seboj ljudje, ki smo povezani, ki se recimo imamo radi, se veliko pomenimo, vsaj en odrasel, lahko tudi otrok, lahko ne, kjer je prostor, kjer je varno, kjer si pripadamo, kjer se znamo podpreti, spodbujati in kjer smo lahko dovolj povezani, pa hkrati ohranimo svojo avtonomijo. To je nekaj, recimo, da se ne rabimo, v bistvu, bi rekla, žrtvovati, da obstanemo v neki družini. No, to se mi zdi, da je lahko mnogokrat cena družinskega življenja in žalostna cena. Zdaj, nekaj, kar ste pa že nakazali, tudi vidve, pa se mi zdi zelo pomembno pogledati pa to, da družina, če pogledamo, kaj pa ni, če bi mogli opredeliti, zagotovo ni neutralen pojem, ker je emocionalno glasbena nabita, videli smo pač v času pred referendumom, kaj to pomeni emocionalno nabita tema, ampak tudi skozi zgodovino, saj ljudje so se bojevali za čast družine ali pa maščevali so čast družine, tako da v tem smislu ni neutralno. Drugo, kar se mi zdi, ker včasih se bojim, ko se pogovarjamo o družini, da govorimo kot o enem takem statičnem pojmu, razmišljamo o sestavi, nečemo, to družina je. Ampak tako, kot se je družina skozi zgodovino spreminjala, tako se spreminja družina vsaka posamezna, ima neka obdobja, ljudje se spreminjajo, tisti, ki živijo v njej, pridejo, grejo, se poslovijo zavedno, kakorkoli. Tako da to je bila druga značilnost, ki bi rekla, sprav, ni neutralna, ni statična, vsekakor, če zaključim, ni samoumevna, ni kar danost, ampak je vsakeč znova mi, ljudje tu, ki tu živimo, v tej kulturi, v tem času, opredeljujemo vsakokrat na novo, v resnici vsakokrat na novo. In to nam kažejo različne kulture, različni zgodovinski časi. Tako da to bi bilo z moje strani. Hvala. Mogoče ima še Kira za dodati? Zdaj ne.
No, jaz sem bolj tradicionalna, prihajam s kmetov, v Žireh pač na družino gledamo kot na eno sobivanje staršev in otrok. Najprej so otroci, potem so vnuki in ta tradicionalna družina, jaz si jo drugače tudi ne predstavljam, vsaj v tem okolju, v katerem živim, ne. Se je seveda skozi vsa ta leta, ko sem tudi jaz odraščala in pa 60-ih na nek način odrasla, precej spreminjala. In če pomislim na svojo lastno družino in na svoje starše, ki sta me držala kot otroka na špagi, to pomeni, da nisem imela veliko pravice, niti lastnega razmišljanja, mogla sem ubogati in tako naprej, je dejansko res že moja družina veliko bolj ohlapna v tem smislu, da imajo otroci tisto svobodo, ki jo jaz nisem imela. In lahko si samo predstavljam, kakšna bo družina mojih vnukov, ker razen seveda, če ne bo ta trg, evropski trg, ko sta skupaj trčila pozno 19. stoletje in 21. stoletje po tej kulturi, če ne bo vrnila tudi Evropa, če ne bo vrnila tudi Slovenije v čas naših dedkov in babic, kar pa si niti najmanj ne želim. Hvala. Jaz bi mogoče šla še na eno drugo temo, lahko kar ohraniš mikrofon, ker je naslednje tebi namenjeno vprašanje. Namreč nasilje v družini je pač moje področje, s katerim sem se precej ukvarjala, in ko sem brala tvojo knjigo, je v bistvu skoraj vsaka zgodba prežeta z nasiljem in včasih res izjemno brutalnim nasiljem. Kako po tvojem mnenju je to zaznamovalo družino? To nasilje, na katerega Slovenci nikakor ne moramo biti niti malo ponosni, smo ga pa zelo uspešno porivali pod preprogo in o tem nasilju v družini nekoč, o nasilju naših babic ne vemo pravzaprav čisto nič. Kdo danes ve, niti ginekologi se o teh stvareh nočejo pogovarjati, da je bilo še po drugi svetovni vojni, kaj šele pred njo, da so babice, ki so pomagale ženskam rojevati otroke, da so ostajale pri materah en dan, pa ne zaradi ženske kot take, ampak zaradi tega, da so s kakšnim krepelom odganjale njenega moža, ki si je ženo hotel privoščiti že takoj po porodu. Kdo danes ve, da so moški zahtevali svoje pravice, tudi na ta način, da so ženskam, ki so rojevale po 10-20 krat, lahko še večkrat, ker večina današnjih potomcev niti ne ve, koliko se je rodil mrtvorojenih oziroma koliko je umrl otrok med nosečnostjo, po mojih izkušnjah, vsaj enkrat toliko, kar je živorojenih, da je moški še v pozni starosti, ko so ženski zaradi številnih porodov uhajale iz nožnice, od mehurja do rodil, enostavno stisnil pest, pa porinil se skupaj gor in opravil svojo pravico. O teh stvareh, veste, mi nič ne vemo. Mi pač vemo, da je bilo včasih hudo, da je bilo včasih težko, da je bilo včasih veliko tega fizičnega nasilja. Ampak mi mislimo po to nasilje samo tisto, ko je otrok dobil ene 2-3 okoli ušes, ali pa ko je žena obležala v krvi pa s polomljenimi kostmi. Ne, veste, to nasilje je kaplja v morje proti temu, kar je ženska nekoč tudi po drugi svetovni vojni morala doživljati. Tudi zame osebno je nasilje tudi to, ker
ker je do 56. leta je država prepovedala delati splave po drugi svetovni vojni, se jih je pa delalo obilo in vsakemu 5 minut časa od okulistov do dermatologov so delali po Ljubljani splave in so splavljančke, ker ni bilo nobenih ultrazvokov, so jih metali v eno vedro in če so jih ženske rojevale pri 6 mesecih, to pomeni, da je otrok se rodil živ. In so ga, veste, kakšno je tisto, ko ima gumi na koncu, ko imamo don za čiščenje otokov. In so toliko časa tiste asistentke tolkle noter po tem ajmorju, da so pač glasovi teh dojenčkov umrli oziroma utihnili. In ženske so zaradi tega nasilja imele travme celo življenje. Jaz se osredotočam predvsem na ženske. Bog ne dej, da bi zdajle govorila o nasilju nad otroki, o pedofiliji, o incesti in o vseh teh stvareh, ki so bili nekaj povsem običajnega. Tako, kot je nekaj povsem običajnega s to kulturo, ki prihaja v Evropo. Veste, to so stvari, o katerih mi nismo nič vedeli in zaradi tega smo do preteklosti tako hudičav sentimentalni in imamo občutek, da je bilo nekoč eno prelepo cvetje v jeseni, čist nič drugega. In jaz želim, da se o tem nasilju, zlasti nad žensko, veliko več govori kot se, ampak ne na tiste šablonski način, ki smo ga vajeni, ampak na podlagi tega, kar lahko konec koncev vsak izmed nas odkrije v svoje lastni družini. Hvala. Bi tebe prosila, v bistvu res je, v naši preteklosti je bilo nasilja veliko, pa se nam zdi, da smo zdaj že o tem veliko govorili, pa smo ozaveščeni, pa se trudimo, da bi delali drugače, ampak mene je predvsem vznemirilo leta 2013 je na posvetu o nasilju in sicer otrok kot žrtev in storilec nasilja, nek psihoterapevt zagovarjal fizično kaznovanje otrok. Celo razlagal je, na kak način se na njih fizično kaznuje. Pa bi te vprašala, kako sama kot psihoterapevtka to komentiraš in kako mogoče fizično kaznovanje tudi vpliva na odnose v družini. Jaz bi najprej rekla, da nisem bila na tem posvetu, tako da ne vem točno, ampak sem pa brala članek o tem. Navezala bi se na Milena, na vas. To ni tako stvar v sami preteklosti, kot tudi sedanjosti. In zagovarjati fizično nasilje kot kazen in starše poučevati, kako jo izvajati, se meni zdi naravnost nevarno. Nevarno zato, ker smo pravzaprav nasilje ni kar zdaj izginilo. To ni, da se ga več ne dogaja. Se, ampak se na nek drug način, pa na druge, mogoče včasih bolj subtilno, včasih bolj skrito, včasih bolj mogoče prefinjeno, ampak to ne pomeni, da je manj škodljivo. Tako da absolutno jaz se od tega ograjujem in jaz mislim, da se od tega večina strok, psihosocialnih strok ograjuje. Jaz mislim, da bi bilo zelo malo ljudi, hočem strokovnjakinj in strokovnjakov, ki bi podpisali to vrstno poučevanje staršev v fizičnem kaznovanju otrok. In skratka, da te vrednote patriarhalnega nekega sistema, kaznovanja, fizičnega nasilja v družini so pri nas še zelo žive in jaz ne bi upala preveč. Jaz se že tako se mi zdi, da če bolj govorimo o tem, da še to je premalo. No, tako. Je pa res ena stvar, ki se pa pojavlja nekako sporedno s to temo, no, ki je pa vidim tudi včasih v praksi, ki se pa zgodila nekako tako, ne? Torej, avtoritarna vzgoja je bila jasno, ni okej, napak, škodljiva za otroke. Potem sem pa naredil nekako brat, in na kar je bilo v članku, ki sem ga prebirala v tem posvetu, tudi ciljano, češ da, ker avtoritarna vzgoja, alternativa, ki se je pojavila, to je bila permisija, se pravi otroku pustiti vse, ne naredi, kar želi, ker je ta permisija tudi dala slabe rezultate, treba se vrti nazaj k avtoritarni vzgoji.
Mislim, to ni edini sklep, možen. Kaj pa še kaj drugega, se obstaja še kaj drugega vmes, ne? Mi danes vemo, da se lahko, da se postavlja meje, pa kako se jih pravilno. Na ta način postavi otroku, da ne gre preko meja sebe in drugih in podobno. Tako da tukaj se mi tako neko sivo polje, ko se zelo hitro začnemo na raven nekega pofetkanja, ko rečemo, aha, tisto ni delovalo, zdaj moramo se nazaj, ali pa neko romantično vračanje k koreninam, k preteklim, ko ste tudi omenila. Tukaj to nima nobene uporabne vrednosti, oziroma zgolj tako, da povzroča dodatno škodo, kar se mene tiče. Tisto, kar sem hotela nakazati, ko se pa to usporednico potegne s permisijo, pa ta, da pa se res, vidim tudi včasih nek določen odstotek staršev, pa zaradi tega, ker se tako boji postaviti mejo, pa pusti otrokom, ampak vse. Tudi tega, da recimo 3-letnik, ki nekega drugega 3-letnika z neko igračo po glavi klofa, in starš misli, da bomo s prigovarjanjem in s pogovarjanjem ga lahko ustavili. Eni stvari otroci ne morejo tako majhni, pač greš zraven, vzameš, rečeš ne, to ne smeš, to boli. Skratka, to se mi zdi, da so tako subtilne stvari, ker se hitro nekako premaknemo kar neke posplošene sodbe. Tako da danes mi v kazni vemo, da če že govorimo o kazni, ne bo to taka, ki izhaja iz posledic, se pravi nekega dejanja. Ne vem, nisi vrnil knjigo v knjižnico, greš svoje žepnine, tega ne damo mi kot starši. Banalen primer, ampak skratka, da to vrsta način. Tako da to postavljanje meja, se mi zdi, da mogoče res nismo še tako pismeni, ker smo imeli najprej en model, pa smo pa zanihali druga, ampak vsekakor ga moramo še bolj odkrivati in so drugi modeli že obstoječi in nam dajo neke lahko veščine, kako to storiti. In jaz sem prepričana, če bi se šli mi zdaj pogovarjati, vsak posebej, da bi mogel definirati, kaj je postaviti mejo otroku, kaj to konkretno pomeni, mislim, dejansko tam nekje, ko otroci tekajo, da bi vsak imel neke vrste svojo vrstno idejo o tem, kaj to je. Nekateri bi verjetno mislili, morda ne tu, ampak nekdo drug, da je treba otroka udariti, nekdo drug bi rekel, se mu pove, nek tretji bi, Bog se ga vidi kaj. Tako da imamo se še tem za naučiti, pri tem postavljanju meja, pa kaznovanju in tako naprej, ampak vsekakor ni odgovor na to, ni delovala permisija, pa se vrnimo k avtoritarnosti. Bog ne dej, tega bi se pa res jaz močno bala. Najlepša hvala. Želi še mogoče katera karkoli na to temo dodati? No, jaz bi rekla par teh stvareh, čiste, kar se kaznovanja tiče iz svojih lastnih izkušenj. Tudi vse te raziskave, ki jih ni bilo malo, ki sem jih naredila zadnjih 30 let, sem začela delati zaradi tega, ker je bila moja mama zelo nagnjena k temu, da je kaznovala. Za vsako figo, veste. In jaz se spomnim, kot otrok, pri 4 letih, sem pazila na sestrca, ki je bila 3 leta mlajši in če se je jokala, sem bila jaz kriva. Pri 4 letih, to, kot je zdaj moj vnuk star. Pojma nima, zakaj bi ga kaznovala, če ga bi. In seveda vse te stvari v otroku ostanejo. Vse te krivice, ko je mama očeta napadla, ko je prišel iz službe in mu je ukazala, natepijo. In on je ubogal tako takrat, kot je ubogal danes, ko je star bliz 90 let. Veste, to so stvari, ki jih je počela generacija mojih staršev. Ampak zakaj so tako počeli? Zaradi tega, ker jih ni nihče naučil, da se morajo tako drugače obnašati. Moja mama je bila tako navajena od svojega očeta. Jaz se ga spomnim svojega deda, se je umrl, ko sem hodila v 3. gimnazijo. Smela ošpice, pa je prišel v hišo, pa je rekel, pusti jo pri miru, če bo pri močeh, bo obstala, če pa ne bo pa crkvena. Včasih je bil pomemben boj za obstanek, boj za preživetje. In ni bilo nobenih čustvenih izlivov, Bog ne dej. Veste, zakaj pa? Ker se bodo otroci razvadili. In to, kar se je moja mama naučila od svoje mame in od svojega očeta, je potem prenašala na nas 3 hčere. In ko sem jaz razumela, da so generacije, kot je bila ona, živeli v takem čustvenem mrku,
da je bila kazen edino, s čimer so oni znali vzgajati svojega otroka. Tisti trenutek, ko sem jaz razumela, veste, sem marsikaj odpustila. Kar je pa za današnje generacije, ko so v stalnem spopadu s svojimi starši, nekako en velik minus ta, da ne vedo in ker ne vedo, ne razumejo. In ker ne razumejo, zakaj so bili njihovi starši takšni, kot so bili, je med njimi skozi večji prepad. In zato otroci odhajajo doma, starejši mi pa potem pišejo pisma v zaupne pomenke, kaj naj naredim, otroci že 5 let niso prišli in me pogledali. Veste, to je samo zaradi tega, ker se nismo o razlogih, o vzrokih in ne nazadnje tudi o posledicah znotraj družine nikoli pogovarjali. In ko boste brali mojo knjigo, jaz vam toplo polagam na srce, dajte to narediti, boste videli, koliko je tudi v vašem spominu tega okoli kaznovanja, tega okoli nasilja v družini, mogoče ne v vaši, ampak v sosedovi, kako bo to oživelo in kako vam bo marsikaj jasno. V filmu, ki ste ga mogoče videli na televiziji, je gospa Ljerka pripovedovala o svoji babici, ki je doživela spolno nasilje. In je potem ta gnus do moškega, do spolnosti prenašala na svoje hčere. Hčere so prenašale na svoje hčere naprej in so cele generacije bile ločene, zafrustrirane zaradi tega, kar se je nezavedno prenašalo, brez besed, brez pridi. In tega nasilja, ki se prenaša nezavedno, samo s tem, da eno 30-letno dekle, njena mama zmeri, ko jo vidi, da se misle popraviti model, si udar po roki. Veste, tak zgadrovega nasilja je danes toliko velik in to zaradi tega, ker ne do sebe, ne do družine kot take nimamo razčiščenih stvari in se nismo znali in se nismo sposobni pogovoriti o tem, zakaj je takšno in drugačno nasilje, ki ima milijon obrazov, sploh obstajalo. Se oproščam, če te stvari povem, ampak mi srce ne da, da jih ne bi. Hvala za to. Ni se treba nič oproščati. Jaz bi se čist majčkeno dotaknila še drugega področja, ki mogoče na prvi pogled niti ni to povezan s tem, ampak bomo videli, da v bistvu je. Barbara, ti si bila prva pravna zastopnica prvega ženskega para pri nas, v katerem je partnerici biološke matere uspelo posvojiti otroka. Pa bi te prosila, da nam malo razložiš, kakšen je položaj v teh, se pravi, istospolnih družinah, pa koliko teh otrok pri nas v Sloveniji sploh je. Položaj v istospolnih družinah je zelo tradicionalen, zjutraj moraš vstati in odpeljati otroka v šolo. Tako, mislim, hočem reči, veste, to niso tako, ene so ene družine, druge so druge, glih tako je naporen, glih tako je šola za upraviti, glih tako je ob 10 začneš govoriti, da ne gre spat in ob 12 zaspija. Mislim, hočem reči, da tukaj ni vesolje eno in vesolje drugo, ampak je zelo ukalupljeno, en od kalupov, ki vse družine po moje v Sloveniji na svetu ukaluplja je šola. To je en tak kalup, ki v bistvu, če z njim, jaz sem nekdo, ki je v to polje šole vstopil pri otroku relativno pozno, pri 9 letih, ko je bil star. In jaz sem se takrat zavedla, da je šola, otrokova šola, v bistvu ne hodi v šolo samo otrok, ampak v bistvu starši. In ta disciplina, ki jo vzpostavlja šola, ne disciplinira samo otroka, ampak zlasti tudi starše in tako naprej. Skratka, hočem reči, da so to neke podobne stvari, ki se mi zdi, da jih vsi doživljamo. Zdaj pa kakšen pravni položaj je v družinah, ki imajo otroci dva starša. Večina otrok, ki živi z dvema staršema istega spola, so v bistvu, da tako rečem po domače, posledica prej obstoječih heteroseksualnih razmerij. Se pravi, da recimo mož in žena imata otroka, potem se pa razideta in ponavadi otrok
ostane pri mami, oče ohrani stike, recimo, potem pa mama spozna novega partnerja ali pa partnerko. Ne? In v Sloveniji pač ni možno, da bi nov partner ali partnerka posvojila otroka, ker ta otrok že ima 2 starša, ker namreč nihče ne more imeti 3 formalnih staršev. Ne? Tako da razen, če bi ta oče obstoječi, recimo, se odpovedal svoji starševski pravici ali pa če bi umrl ali kakorkoli, v takem primeru ja. V enih državah na svetu že vzpostavljajo, Kanada, Nizozemska, možnost 3 staršev. Pa ne zaradi istospolnih družin, ampak predvsem zaradi reorganiziranih družin. Zato, ker je ljudi, ki se razvežejo, pa imajo potem novega partnerja in ta partner dejansko živi potem kot socialni starš z otrokom in njegov položaj malo tako, kaj ena prikolica, nima čist pravega položaja. Ne? V bistvu v slovenski zakonodaji imaš eno pravico kot socialni starš, to pa je, da si dolžen otroka preživljati, če ga ne preživljajo njegovi starši oziroma, ne? Hkrati pa ogromno nekih pravic in dolžnosti nimaš. Ne? Tako da to je zdaj ta en tip primerov, ko v bistvu ni formalizirano to starševstvo. Drug tip primerov je pa teh otrok, je pa jaz mogoče bi rekla tam okrog 30, kjer so že uspeli v bistvu, kjer so pri otroci, bi rekla, nekako zamišljeni ali pa želja 2 istospolnih partnerjev. To so v glavnem ženski pari. In v teh primerih seveda mi vemo, da slovenska zakonodaja ne omogoča samski ženski ali pa ženskemu paru umetne oploditve, ampak vemo pa, da življenje najde pot. Pač ljudje, če si želijo otroka, gre za primeri so umetne oploditve v drugih državah, pač različni načini. In torej, če ima en otrok biološko mamo, očeta pa nima ali pa ni znan, pač nihče ne more prisiliti mamo, da bi povedala, kdo je oče. V takem primeru partnerka lahko posvoji otroka in to smo že v bistvu precej takih primerov. Pač prvi primer, mislim, da je bilo to 2011 ali pa 2010 nekaj takega. To so zelo pomembne stvari za nekak življenje ljudi, ker lahko dam en primer, ki se mi zdi tako zelo reprezentativen, ker sem tudi sodelovala s temi pravnimi nekimi stvarmi. Ena partnerka je imela enega otroka, mislim, da je šlo za umetno oploditev v Makedoniji, druga partnerka pa je imela 2 dvojčka. In ko je prvi je šel v vrtec, potem sta pa ta druge 2 od druge prišla za njim v vrtec in v bistvu, ali eden je hodil, en pa ne, in če bi bili to bratci in sestrice med sabo, bi ta drugi otrok imel ta popust v vrtcu, ne spomnim se točno, koliko je to. Ker pa oni med sabo niso bili nič, pa v bistvu tega popusta ni bilo. In potem je ena posvojila od druge 2, in potem so se to križno so posvojila. Se pravi, hočem reči, ko me sprašujete za te pravne stvari, to je samo napenjanje pravic in dolžnosti na že obstoječe razmerja. Tukaj pravo nič ne vzpostavlja, nobena družina se ne rodi skozi pravo, ampak se rodi skozi naravo. Pravo vas potem olajšuje preko nekih pravic in dolžnosti, ne samo olajšuje, tudi otežuje, ker je tako prav, ker določene stvari pač morajo biti oblikovane kot dolžnost, zlasti odraslih oseb do otrok. To je nek tak spektr, kako družine recimo pridejo do teh pravic in dolžnosti. Najlepša hvala. Bi pa še eno vprašanje na to navezala. In sicer moje mnenje je, da pravzaprav lahko tudi družba je nasilna do posameznikov ali pa družin. V nedolgo nazaj okoli tega referenduma je po mojem mnenju bilo izrečeno, napisano ogromno res žaljivih in nesmiselnih stvari. Sploh v takih vrstah družin in so bile včasih že kot neka hudičeva zalega obravnavane. Pa me zanima, kako vpliva zavračanje družbe na odnose v takih družinah. Mi nimamo raziskav, da bi jaz zdaj vam rekla, kako jaz vam lahko povem, kaj pač starš
večino časa referendumskega obdobja dela, to, da čim večkrat televizijo ugasneš pa radio, zato da otrok tega ne sliša. Ne. Mislim, to pač je, zaščitaš ga, da potem pa pač, ker pa pogovarjaš se o tem, seveda v šoli tudi nekaj, zdaj zelo odvisno, veste, mi živimo v Ljubljani in je to veliko lažje, ker te mestne šole, vseeno so otroci mogoče, imajo več stika s to raznolikostjo, razno, ne? In zelo pomembno je, da ima otrok nekega zaveznika v šoli, nekega sošolca, da enostavno so pa različne situacije, veste, mislim, različno je v šoli so vse neke te stvari, se tudi učijo, se pogovarjajo v njih, šola je nekaj, bi rekla, vsaj te šole, ki nekako se zavedajo te raznolikosti, ki vstopajo v šole, so prostor, ki je relativno varen, ne. So pa okolja, ki so izjemno nevarno v tem smislu. In ena od teh, ki jaz doživljam, spet nimam raziskave tukaj, ampak s tem se mi zdi, da se zelo malo ukvarjamo, te športne zadeve, to je zelo diskriminatoren prostor, nasilen prostor, te treningi, košarka, fuzbal, te fantje si med sabo govorijo zelo brutalne stvari, a ne? Zmerjajo se s Pedrom pa s Kosancem. In to ti otroka zelo težko pred tem, ker kaj ne grem jaz zdaj se tja s trenerjem pogovoriti. Veste, to je tudi ena taka hecna stvar, ne? Kako ti športni trenerji, oni 4-5 na teden z otrokom imajo stik, ga na nek način tudi vzgajajo prek nekih vzorov in tako naprej, ampak koliko imajo oni v bistvu šolanja, bi rekla tega, to, kar vi učite recimo, pedagoškega in tako naprej, danes je trener športa lahko tako rekoč vsak, ki zna žogo na koš vršča, ker to dobro naredi, ampak vseeno, hočem reči, otroci pa vseeno ena taka bitja, ki iz tega zelo, in to so neke frustracije, ki so recimo, kako bi rekla, na različnih poljih družbenega življenja, na katerih se z otrokom nahajaš, moraš delovati različno. Pač tako je, televizijo lahko ugasneš, kakšnih stvari ne moreš ugasniti, se moraš z njimi soočati, z otrokom pogovoriti, šola za našo izkušnjo je varen prostor, za koga drugega pa tudi najbrž ni, veste, tako da zelo je odvisno, no. Verjetno je ljudem, ki so na vaseh, kot je gospa tudi rekla, so bolj tradicionalne stvari, ampak mogoče pa ljudje preko neke, moj izkušnja je tudi z referenduma bila, da ljudje ni za podcenjevati tega, da ljudje nekako so sočutni. Mogoče z druge, da v mestu pristopaš prek neka racija v stvari, na nekih bolj vaseh pa mogoče emocionalno ljudje, da če bi dve ženske imeli otroka, da bi pa nekako iz nekega sočutja to sprejeli. Ampak meni se zdi bistveno, da ljudje to nekako, je pa neki ljudi, mislim, mi nimamo tudi raziskave, ko vi mene vprašate, ena raziskava FSD je bila, da je v Sloveniji 300 otrok, ki živijo, ampak ko sem pogledala metodologijo, je bila, da je raziskovalka pogledala, koliko je osnovnih šol v Sloveniji in je rekla, vsake osnovni šoli najbrž eden, ne? Ampak to je, skratka, to je težko prešteti, veste, to je, mislim, to tudi niso, kot sem vam rekla, ne, ljudje živijo skupaj, pa to ni nikjer napisano, to ni formalizirano in tako naprej, ne, sploh družinsko pravo, pa te vezi se itak vklopijo takrat, kadar imamo problem, kadar je nasilje, kadar je ločitev, kadar je kreganje, ne, večina ljudi, dokler živi složno in srečno, itak prava ne raba, ne, tako da potem tudi evidenci in tako naprej, ne, tako, da sem malo dolgo. No, jaz bi samo to rekla, da velikrat imamo te čase pred drugo svetovno vojno, vsaj kar se homoseksualnosti tiče za ena taka mračnjaška, pa vendar sploh ni res. Recimo, jaz sem naletela, kar me je neizmerno presenetilo, skoraj v vsakem kraju so poznali ne samo enega, recimo, homoseksualca ali pa, recimo, so jim rekli, za tiste, ki niso vedeli točno so moški, so ženski, a so tudi ženske ali oboje hkrati, taki so rekli šamar. In taki, ki so jim rekli šamar, so bili, recimo, tudi v vsaki vasi je bil kdo, to se pravi, ženske, ki se je oblačila kot moški in recimo na taka zanimiva zgodba, ki je bila povsem normalna, ni bila nič, recimo, da bi se ljudje ob njej zgražali, ko se ta ženska pač zaradi okoliščin mogla poročiti in se je poročila, imela sta 5 otrok, vendar je mož zaradi jedke umrl in tisti trenutek, ko je ona postala vdova, se je preselila k njej sestrična v narekovajih
In ta ženska, ta vdova je odložila ženska oblačila, si poveznila klobutko, oblekla hlače, ki jih je že itak pred nosila pod krilom in s to tako imenovano sestrično sta te otroke vzgajali, dokler sta jih pač nazadnje sto stali sami. To, če povedati, ni bilo nobenega izražanja in zaradi tega je meni ta fenomen po drugi svetovni vojni, ko imamo s homoseksualci tak cirkus. Zakaj imamo tak cirkus? Recimo meni osebno to dejansko res ni jasno. Ker ljudje v vsakem kraju so pač ljudje, ki to so. Mlajši, starejši, recimo, jaz jih ogromno poznam, ampak hotela sem samo to povedati, da pred drugo svetovno vojno iz tega niso delali nobene štare. Jaz bi tukaj še se na vaju navezala, ko ste rekla za tole šolo, da nas vse nekako normira, pa drži v šahu, pa da ni bilo cirkusa. Tisto, kar je v meni, recimo, v referendumskem času, taka živa točka debat, ki se mi zdi zelo zapostavljati pod vprašanje, je bila, da se je ogromno govorilo o sestavah družin, ampak zelo malo pa o kvaliteti odnosov v njih, oziroma še hujše, da se je enačilo, da je sestava družine kakorkoli napovedovalni dejavnik o kvaliteti odnosov v njih. Tako da tukaj se mi zdi, da je treba zelo jasno postaviti, to pa so raziskave, ki v zadnji stojijo in ki potrjujejo, da sestava družine prav nič ne pove o kvaliteti odnosov v družini, pove samo o sestavi družine, pika. Kvaliteta odnosov je pa druga zgodba. To pa so lahko v takšni, drugačni, ne vem kakšni družini, lahko so krasni, lahko so pa vsake druge kot krasni. Tako da tukaj to distinkcijo držati se mi zdi zelo, zelo pomembno, no? Da se ta, na tej predpostavki je padlo, kar se meni tiče večina debat, ker se je to vzelo kot aksiom, ki je enačil sestavo in pa kvaliteto odnosov. Hvala, čas nam kar lepo in hitro teče. Jaz vam za goste pripravljam še kar nekaj vprašanj, ampak preden vam dam besedo, bi samo mi postavila še eno vprašanje, ki se mi zdi res zelo pomembno, pa ga je tudi že Barbara načela. Mija je bila urednica prevoda knjige Blizu doma, to je priročnik za delo z družinami, za različne strokovnjake, pedagoške ali katere druge in tudi laiki pač zelo lepo lahko razumejo vse, kar je noter napisano. Kar mi je bilo všeč je, noter je zelo lepo napisano, kak pomen je izkušnja sprejetosti kogarkoli že. In Barbara je že nakazala pomen strokovnih delavcev pri delu za družino. In me zanima, kako lahko predsodki teh delavcev vplivajo na družino. Močno, ne? Ja. Močno, zato ker predsodki nobeden ni, ko bi rekla, varen, ne? Vsi smo jim vzpostavljeni in tudi vsi, ki tu sedimo, ne? Nismo nič kaj bolj nadčloveški, ne? Vsak pa kakšen predsodek o kakšnih tipih ljudi, ne? Ali pa mogoče kakšnih čudakih, takšnih in drugačnih. Tako da noben ni pred tem varen, tako da se ne bi tako slišalo, ne? Da smo eni, ki smo in eni, ki niso, ne? Vsi smo temu zelo lepo podvrženi. Na nek način si strukturiramo svet na ta način, ne? Zdaj, če sem pa v vlogi strokovnjakinje ali pa strokovnjaka, pa sem v stiku z otroki ali pa z odraslimi, so vseeno, ali pa z mladostniki konec koncev, ne? Pa ima to zelo velik vpliv, ker v resnici lahko kljub temu, da rečem, ja, načelno se sprejemam, sem ljubezniva, hkrati postavljam meje in tako naprej, ampak dejstvo je, da nekaj, kar je pri meni nesprejemljivo, težko, nočem tega sprejeti, se bo na nek način to odrazilo. Ena luštna mini raziskavica je bila enkrat narejena v igralni skupinici otrok, kjer je bila ena romska deklica. In ko se je tista bila študentka, ki je delala to z diplomsko ali magistrsko nalogo, ne spomnim se, ko se je tega lotevala, je rekla, najprej z vzgojiteljico govorila, pa potem z pomočico vzgojiteljice, če menite, da se enako vredno do vseh obnašata, kako tretirate otroke in tako naprej, seveda ja, je bil odgovor. Ne.
Potem pa imela pa tudi neke checkliste opazovanja, ne, recimo, kako pozdravi vsakega otroka, vzgojiteljica in pomočnica, na kakšen način, koliko da objemov, komu da objeme in tako naprej. In skazalo se je, da ta romska deklica, ne, mnogokrat ni dobro jutro dobila niti za začetek dneva. O objemu ni bilo ni govora. Tako da, a veste, to, pa jaz verjamem, da to niso delali ti ženski za nalašč, ali pa da niso zjutraj ob kavi razmišljali, kako bom zdaj jaz to romsko deklico zafrkavala cel dan. Jaz verjamem, da niso počeli za nalašč, ampak tako nam izbija ven. Ne? Tako da v bistvu, kaj pa zdaj, ne? Pa je vprašanje, kaj pa zdaj, pa kaj, ne? Ja, najbolj je biti po eni strani fair do sebe in reči, ok, z enimi ljudmi pač ne morem delati, nisem še sposoben delati, jaz sem sposobna, se bom umaknila, recimo, ne, če je možno. Potem pa so še drugi postopki, ne, kaj lahko še naredim, ja, lahko raziščem odkot mi to, lahko grem v stik z ljudmi, ki se mi predstavljajo nek strah ali pa kaj pa svem, ne. Tako da je še kaj za narediti, no, tako ni to, da bi rekla, da smo pa obsojeni za pač, ne vem, slabega strokovnjaka ali strokovnjakinjo, sploh ne, obratno, ne, če si priznam, da tole je moja meja, da sem lahko grem več, ne, bom naredila manj škode, kot pa če bi v imenu tega, da bom enakovredna do vseh, v resnici poškodovala ostalim. Tako da tukaj se mi pa zdi tudi malo taka, v resnici iskrenost, no, ja. Hvala. Zdaj pa bi se obrnila na vas, pa me zanima, bi kdo želel kaj pokomentirati, vprašati, lahko vse tri, lahko katero posebej, kakšno dilemo, polemiko, nestrinjanje, strinjanje, karkoli. Lep pozdrav, Rok. Moj mož. Lep pozdrav, Rok. Ja, v bistvu imam tako dva krajša vprašanja. Pa bi rad tudi kar razčistil, glede na to, da so gostje zelo kompetentne za takšno vprašanje. Rad bi vprašal, kako in ali sploh lahko vzgoja vpliva na spolno identiteto? To je prvo. In drugo bi spomnil vprašal, kako bi ona sprejela, koliko bi kateri izmed vnukov bil isti spolno? In bi to opazili. Pojma nimam. Pojma nimam. A ne, to je isto vprašanje, kot če bi me vprašali, kaj bi naredila, če bi mož prevaral. Je lahko ga ubijem, lahko se pa z njim pogovorim. A ne, veste, to je odvisen od situacije. Koga imaš rad nekoga, a ne? Verjetno, če bi se vnuk odločil za kaj takega, jaz sem pač tak človek, da zelo veliko pomagam svojim otrokom. Verjetno tudi zaradi tega, ker smo imeli kar precej tragičnih trenutkov v družini in to je za mene prioriteta. Da si pomagamo, da stojimo ob strani. Jaz mu ne bi nič branila, moram pa reči, da všeč mi pa ne bi bilo. Ampak to je nekaj čisto drugega, veste. To je tako, kot če te mož prevara. Ni ti všeč, ampak narediš vse, da družino ohraniš, a ne, da določene stvari zglediš, se pogovoriš in tako naprej. To so tiste mejni trenutki v življenju vsake družine, ko jaz nikoli ne dam roke v ogenj, da bom naredila točno tako. Ali pa da bom rekla, zdaj bom pa pobrskala po enem priročniku na strani 213, pa piše to pa to naredi. Ne, zakaj? To že itak je smisla, naj mi gospe oprostijo, ampak da imamo v Sloveniji 3/4 preveč strokovnjakov za vsako figo. Za vsako figo peljemo otroka k strokovnjaku, za vsako figo grejo zakonci k strokovnjaku. Namesto da se mičkar sami pomatrati. A veste, samo nekaj povem, pa to sicer nima s tem vašim vprašanjem dost vezan, pa vse. Lansko leto sem jaz eni gospe, ki je pisala, da ima njen mož samo eno željo. To pomeni, da bi ona iz svojih 150 kil shujšala na vsaj 70 kil, da bi lahko skupaj hodila trenirati. In kaj se je naredil? Vseh 1.500.000 slovenskih feministk se je nama spravili in me skoraj fentali zaradi tega. Ampak
ženske, ko sem ji podala na svet, je bila pa neizmerno hvaležna, da lahko nekaj sama naredi. In tudi jaz si želim, veste, da če se mojemu vnuku to naredi, da to mi naredimo, jaz ne rabim nobenega drugega, da meni padec solil. Da mi znotraj družine na ljubeč način to naredimo, da se sporazumemo, da se pogovorimo, ne pa da meni temen strokovnjak svet za mizo. A ne, pa da reče, to naredi, to naredi. Ne, moji vnuki, če bojo to naredili, se bomo pač mi pogovorili. Tako kot se pa vsaki stvari pogovorimo. A veste, pogovor je tisti, ki je potreben v najbolj časokočljivi trenutki v življenju družine. Več pogovora mora biti. Hvala. Ampak sem prvo vprašanje, pa še v bistvu v tem smislu, mislite, da lahko vzgoja vpliva na spolno identiteto? A to pa ne, veste, ker poglejte, ko smo že glih pod vnuki, a ne, moj starejši vnuk je tako, kot njegov oči. Gleda me v oči in me ne sliši. A ne? Najmlajša je pa taka, kot moja hči, a ne? Ona že zdaj pri 2 letih ves čas nekaj puca. Ko moja hči ves čas nekaj z eno cuno drgne. To pomeni, da se določene stvari, ki ga ti ne vzgajaš, veste. Razen, če se jaz, recimo, si predstavljam, da bila je starš, pa da se odločim, da zdaj bom pa jaz tega mojega otroka, recimo punčka vzgajala kot fanta ali pa deklico kot, oziroma fanta kot punčka in tako naprej. Ampak to je potem že posiljevanje. Jaz mislim, da otrok se tak rodi. Jaz se spomnim, ko sem hodila še na tabore Rdečega križa, je bil en zelo znani gej, je bil na tem taboru, v 2. razredu. Jaz sem ga samo videla. Jaz sem vedela, da je to, kot je on danes. In dejansko vse ostale vzgojiteljice so rekle, ja, to mu pa na obrazu piše. In dejansko res je on to, kot je danes, ampak midva se zaradi tega nič meni ne razumeva, veste. Ker to, da sem jaz za tradicionalno družino, pa da sem jaz na referendumu verjetno okrožila drugače, kot je ona okrožila, to nima nobene veze z mojim vnukom. Pa to nima nobene veze z njo, da bo ona prišla k meni pa rekla, Milenči, daj mi ti pomagi. Jaz bi naredila vse, da ji pomagam. Veste, ker to, kaj si jaz mislim, nima čisto nobene veze, kaj jaz recimo odreagiram, če do problema pride. In mi v Sloveniji delamo eno hudičevo napako. Mi delamo napako v tem, da rečemo, ta je zelen in ne bo mu nič pomagal, ker je rdeč, ta je rdeč, ne bo mu, ker je kakršenkoli že, in se ločimo potem, kje je kdo. Jaz na ves glas povem, kaj jaz mislim. Vsi vejo, ampak to nima čisto nobene veze, to je moja intimna odločitev. In imam tudi toliko jajc, da o njih na glas govorim. Jaz se to tudi veliko uredil. Hvala. Jaz bi samo eno stvar dodala, ko ste prej rekli, bomo vse rešili v družini, pa tako, pa kaj bomo hodili s strokovnjakom, ampak ravno iz tega, prej ste izhajali iz tega, da je v družini bilo preveč nasilja, premalo pogovora, preveč trdih prijemov, če tako rečem. In včasih je tako, da nimamo, vse ne vemo, kaj narediti, nimamo veščin. In če nimamo veščin, če nimamo nekega orodja, ja, v trgovino gremo, pa kako no, ko pa je treba iti po neke veščine, po neko orodje, pa do strokovnega delavca, delavke, je pa to bogokletno ali pa smo pa nesposobni tako naprej. Tako da jaz mislim, da to res ni potrebe tega, ni potrebno imeti nekega strahu ali pa občutka manj vrednosti zaradi tega. Je pa še ena stvar, ko ste rekli, da mi bo strokovnjak govoril, kaj narediti. Jaz mislim, da tudi to je en tak stereotip, veste, ki vlada v slovenskem prostoru, da prideš strokovnjaku, pa rečeš, to so moje težave. Mogoče malo tudi iz tega, zaradi česar pridemo, ker rečemo, naj mi ona ali pa on pove, kaj je zdaj na recept, kako zdaj to doživeti, to življenje, ki mi ne gre, ali pa mi ne gre na tem področju. Ampak v resnici noben strokovnjak nima recepta in nima odgovora in ta model, grem tja in on mi da recept, to je že zdavne preživeto. To smo mogoče imeli leta 1960-70, danes pa sodobni modeli poklicov pomoči, vendar je, vsaj tisti, ki imajo humanistično podlago, pa izhajajo iz fenomenoloških
predpostavke in tako naprej, vedno vzamejo človeka, ki je tukaj, ki sedi, ki skupaj, midva skupaj ustvarjava rešitve. Ne da jaz povem, kakšno rešitev bom ti predpisala, ker v resnici nimam pojma, ker ne živim tega življenja. Jaz lahko samo nek drug kontekst pokažem. Tako da tukaj sem malo kritična, a veste, do te take stave, ne, ker potem se utrjuje ravno to prepričanje, ne, vse bo družina vse zmogla. Ampak včasih se lahko pogovarjamo do daske, a veste, lahko govorimo do onemoglosti. Iste cikle in cikle in cikle, pa da smo vsi izčrpani. Tako da, ja, ravno nek drug način, ker se ga pač nismo naučili. Tako da, to malo vizavi tega mišljenja. Hvala. Še kakšno vprašanje, da odzadnji, če daš mikrofon. Ena hitra replika, ker jih moja tema. Jaz sem Ivana iz Family Laba. Torej, to pomeni, da živim od tega, da svetujem staršem in družinam. Predvsem takrat, kada se zaciklajo v odnosu z otrokom. Ne? Ampak vajna debata mi je lučna, pa zanimiva, pa z obema se strinjam, zato moram replicirati. Strinjam se tako z gospod Mileno, ker je v svoji praksi vidim, da dejstvo je, da otroke preveč vodimo k strokovnjakom. Liframo jih, psihiatriziramo otroštvo, ali kako temu se reče strokovno, ne se Tako da, tle bi rekla, imate čisto prav. Po drugi strani pa vidim tudi, da je še vedno prisoten tabu ali pa strah, pri tem, da človek v težavo, da gre nekaj, ker plača, to je predvsem problem pri Slovencih. Zdaj ni pomoč, ampak ta pomoč mora biti brezplačna in zastonj. In tudi druga stvar, ki drži, je, da še zmeraj večina hrepeni po receptih. Tako da jaz se strinjam z vami, da strokovnega vidika seveda je načeloma že preživeta ideja nasedkarstva ali pa receptkarstva. Tako naprej, v praksi pa se bojim, da bi svetla izjema ali pa da nas ni toliko velik, ki ne bi rade volje dala metod, receptov, nasvetov, ki so umerjeni po moji meri, ne pa po meri človeka, ki je pred mano. Tako da to čisto kratka replika. Vprašanje pa, ki ga imam, pa če se meni je najbolj zanimiv seveda ta del gospe Milene, ker je pač toliko neznanje, toliko tabuiziran in res pojma nimamo vseh teh rečeh. Tudi se mi zelo, ves čas se mi rola v paraleli z vašim delom, življenjskim delom, bom rekla, klanjam se vam, to, kar je naredila na nek način, kar zadeva zgodovino otroštva Lenka Puhar. Te dve knjigi, mislim, da v paru, sta šov za sistema, tako človek rekel, ali pa katarza se ne. Ampak tako bi vas vprašala, ja, bluzim. Rekla ste, v prvi knjigi torej so intervjujanke nad 85 let, imate pa na zalogi še materijala neviđenega. Kaj se vam zdi, čisto vaše osebno mnenje, vas sprašujem, tudi v moji družini seveda transgeneracijsko prenašamo travme, ki se vežejo na seks, spolne zlorabe, nasilje in tako naprej. Mislim, da ni družine, kjer ne bi bilo tako, ali pa jaz še nisem srečala. Kaj se vam zdi, koliko je še teh ostalin v današnjem času, pri današnjih, rečemo, temu mladih ženskah, sebe imam za mlado. Kaj se vam zdi, ko se pogovarjate z ljudmi? Čist, ne vem, zelo široko zastavljeno vprašanje, kako vam to Veste, prvo kar je to, da je eden največjih razlogov za to, da imamo danes te mlade generacije toliko različnih problemov samih seboj, zlasti problemov spolnosti, da ne vemo nič o preteklosti. Veste, jaz sem bila včasih, ker sem en velik nasprotnik duhovnosti, zlasti te kvazi duhovnosti, ko vsak, ki ima 5 minut časa in se gre Hare Krišna in ne vem, kakšne klicanje marsovčkov in tako naprej, po objemanje dreves, po gozdu. Ko pride na kakšno tako srečanje, pa rečejo, morate odpraviti vse stare vzorce. In jaz žleknobo vstanem. Kakšne stare vzorce? Ja, stare vzorce.
pa pojma nimajo, kaj so to stari vzorci. In potem včasih pa le povem prav, preberite knjigo in boste videli, kaj so stari vzorci, kakšna je vsebina starih vzorcev. Veste, ker mi se ne pogovarjamo o spolnosti, učitelji se v šoli ne pogovarjajo o spolnosti, mi se učimo skozi pornografijo. In ko smo snemali film o moji knjigi, je Televizija Slovenija striktno postavila pogoje, kaj lahko govorimo in o čem ne. Recimo je eden povedal en krasen, en zelo zanimiv primer, ki se tiče sicer čistoče, malo korito varžet gre. In je pripovedoval, kako je še tam v 70-ih letih, ko se ženske niso umivale, pa je pomotoma pošla to z roko med nogami in je pač roka smrdela, ki je ven potegnil. To smo mogli nemudoma ta njegov monolog izrezati, ker to pa ni spodobno. A veste, generacije mladih se uči na internetu o pornografiji. In veste, da pornografija uniči človekova čustva. A veste, in starši niso sposobni svojemu otroku pripovedovati o intimi. A ne, danes recimo mladi mislijo, a ne, da je ljubezen, da je to seks, kar pa še zdaleč ni res. Najprej so čustva. Najprej moraš ti razviti nek odnos do človeka. Seks je pa tam na 10. mestu. A veste, in starši, ker imajo sami tak zagalindran odnos do spolnosti, to nehote, nevede in brez besed prenašajo na mlajše generacije. A mislite, da sem jaz svojemu starejšemu sinu razlagala določene stvari? Ne, nisem, zato ker mi je bilo sram. In moja mama je bilo sram, in moja sestra je sram. In generacije Slovencev je sram o spolnosti govoriti. In kaj se meni dogaja? Recimo, pridem v stik z zdravniki, a ne, pridem v stik z učitelji in oni so tisti, ki so največji nasprotniki moje knjige. Če procentualno po poklicih pogledam. Kdo mi največ grozilnih pisem piše? To se pravi, poklici, ljudje, kjer bi mogli v prvi vrsti stati, pa reči, v redu, knjiga je napisana, dajmo narediti nekaj več, da se bo več svobode vneslo v pogovore o spolnosti. Ne, oni me bremzajo na vsakem koraku. A veste, in zato jaz toliko povsod grem, zato starše spodbujam. In pridem sem in bom šla čez 14 dni, recimo v eno od župnišč, kamor sploh rada pridem, zato ker imamo en kup enih čudnih butastih razmišljanj o tem, kdo je kaj premzal. Včasih. Mi ljudje smo to počeli, ker nimamo do spolnosti ene svobode. A mislite, da se mi znamo dotikati? Koliko Slovencev ti da roko, da imaš občutek, kot da ti je dal crkveno ribo v dlan. A veste, že s tem se začne. Koliko ljudi, recimo, kot objave otroke, tuje otroke. A veste, jaz sem se mogla tega naučiti, iz tega nisem znala. Mene so naučile te stare ženske. Ko sem šla, pa me nič ni brigal, če tudi se ta ženska cel življenje ni umivala, pa je imela določen duh, ampak mene so one naučile enega dotika. A veste, in se spomnim, recimo, enkrat, ko jemo še Silvo Teršek polnočne klube in me je vprašal, kako sem do ene zgodbe prišla in sem rekla, tako da me je možakar držal za koleno. Sem žrtvovala koleno. Ni bilo hujšega drug dan. Moj mož je nastragal, veste, tvoja žena je pa dovolila, da je za koleno nekdo šlapil. A veste, in mi ne znamo osnovnega dati od sebe. Bog varne sreče, da bi se pogovarjali o spolnosti. Mi gremo skupaj z otroki na nudistično plažo, ampak otrok misli,
da so tisti tingeltongelni, ki moški pač visijo tam na plaži, da je to pač nekaj, ko pač gre pa skupaj. Ampak mi ne učimo dotikov, mi ne učimo ljubezni, mi ne učimo objemov. To je osnova spolnosti. Dotik in objem. Tisto, kar pride na konc, tistih 5 minut orgazm in tako naprej, veste, to je ali pa ni. Jaz poznam danes ogromno žensko v življenju, niso dosegle še zmeri orgazma. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo strah, ker se je tak strah prenašal. Zadnjič me je pripovedovala 45 let stara ženska, da mož zavestno naredi vse, da ona ne doživi orgazma. Zakaj? Zaradi tega, ker je cel življenje poslušal, da je to, da ženska doživi orgazm nekaj nagravženega. In to se v današnjih časih dogaja. Ljudje se, ko se deklice umivajo med nogami, pa rečejo še danes mamice, čak malo, to je pa grdo, to se pa ne gre, a veste. In imamo, kar se spolnosti tiče, zelo izprijen odnos. In tam, kjer ga nimajo, jaz bi vsakega posebej objela, kjer imajo eno spontano, prosto, svojim otrokom, da se pogovarjaš, ampak ne o čebeljcah pa o rožicah. Najprej se pogovarjaš o tem, kako se je treba objeti, kako se je treba dotakniti. A veste, z tega razloga. Všeč mi je, da ste rekla izprijen odnos, te molčečnosti pa tabuizirati. A ne, ker mi skozi govorimo, da ima cerkev, da ima do spolnosti en negativen odnos. Nima. Škof Jeglič je že leta 1908 napisal priročnik za zakonce in takratni slovenski oziroma kranjski liberalci so ga pribili na križ in so mu rekli, da je pornograf in o tem, da imamo Kranjci škofa, ki je pornograf, so celo francoski takratni časopisi pisali. Veste, je čisto odvisno od človeka. Če je bil župnik, duhovnik ali kakorkoli mu že rečemo, če je bil človek, je naredil veliko dobrega, je ljudi podučval. Recimo ena taka zgodba, ko dva nista mogla imeti otrok in jo je cela vas zafrkavala, ko sta mazala tiste fedre pri poslah in jo je župnik potem podučil, kako pa kaj. In to je bilo leta 1938. In potem, ko se je otrok rodil, je napisal v tisto krstno knjigo, danes se je pa temu rodil otrok, malo tudi z mojo pomočjo. A ne? Ker je bil tako zadovoljen, da jima je dal določeno znanje. Mi imamo to zagalindranost vse, pa ne glede na to, a smo verni ali nismo verni, zaradi tega, ker nas ni nihče učil teh dotikov. Pa se vam ne zdi, da ima cerkev svoj, sama ste načela temo, tako da zato, drugače jaz ne. Meneč ne bo. Pa se slišal si. Zaradi streaminga. Ker ste že načela, ker ste sama cerkev pripravljala, pa se vam ne zdi, da je katoliška cerkev, da ima svojo vlogo pri generiranju, kot ste se sama izrazila, izprijenega odnosa do spolnosti. Seveda, se drugače ne mogli biti. Zdaj se vi predstavljate čas pred drugo svetovno vojno. Dajte se preseti v ta čas, ljudje na pol pismeni. Samo ena ali pa dva na vasi so znali orang brati. Ni bilo nobene televizije, nobenega interneta, nobenih informacij. Ta priročnik za zakonce od škofa Jegliča so prepovedali, ker je bil preveč pornografski, pa ni drugega v tem priročniku spornega bilo, kot to, ko je škof Jeglič napisal, da lahko zakonca ležeta drugemu tudi potem, ko žena ni več v rodnem stanju. Po drugi strani pa ni bilo kontracepcije in je cerkev držala ljudi s tem strahom. Strah je bil kontracepcija. Tudi za mojo mamo, ko je mene vzgajala, je bil strah, njena kontracepcija, ker v 60 letih pa če nismo tega tablet uporabljali. Veste, ker lahko je soditi preteklost z današnjim znanjem. Hudič pa je se v to preteklost preseliti, a veste, ker ni bilo ničesar, otrok je bilo, ker
živalski nagon, ki so ga moški imeli. Moški je lahko, za moškega je bila spolnost pravica, za žensko dolžnost. In moški so seksali tudi po 3-4 na dan. Recimo v okolici Rogaške Slatine so imeli tako imenovane rancale. To je bila ena taka kot sanke okolo obrnjene, ko so ženske dale takole noge v tiste lukne, da je moški lahko prišel mimo in naredil, kar je imel narediti. A veste, ker je sistem, čas bil mračnjaški in ni mogli biti drugač. A veste, ker ni mogli biti drugač, ker nihče, a so bili liberalci, so bili klerikalci, vsi so enako živeli. Za vse je bila žena, ženska ni smela imeti orgazma, ker je bil to greh. A veste, ampak to so vsi tako razmišljali. A ne? Tako je bilo. Še kakšno vprašanje? Aha, ja. Matic, zdaj tako, ker nas gledajo prek streama, so dobili eno vprašanje iz Maribora, kjer nas gledajo in poslušajo. Pa bom pa še eno svoje vprašanje. Suzana sprašuje, zanimivo po moje bolj zanima me, koliko se v praksi uporablja družinskih opor in predvsem kateri družine so namenjene. Sama recimo poznam opore za negujoče odnose v etničnih družinah in kako uspešne so, pa predvsem zakaj taki programi niso kontinuirani, ampak so večinoma krajši. Okay. To je pa še svoje, recimo eno anekdoto, da so že nekaj zgodb. Moja znamka iz vasi na robu Barja se je sama sprehajala pred 18 leti z vozičkom in je soseda rekla, ti, a veš, da eno vas je rodila Pankrka. Je pa ona lahko rekla, no, jaz sem tista. Zdaj pa za vse tri zanima, če pogledam svoje poglede, zakaj imamo tako močno željo, da želimo drugim usiljevati, da smo vzvišeni na tem, kako ne bi nekdo v družini živel. Ne? Ker Pankrti, se pravi, ta punca je zdaj stara 18 let, ki je bila takrat Pankrt v tistem vozičku tle na robu Barja, se pravi, to ni staro, to je še vedno zdaj. Zakaj imamo ta čisto v strino? Zakaj mislite, da imamo to željo, da želimo drugim usiljevati? Kaj se nam zdi, da je prav in postavljamo klih na področju družine se na taki piedestal? No. Najprej pa Mija, tisto za Maribor. Mikrofon. Zdaj, jaz bi tako rekla, da je treba ločevati v osnovi tako, da so nekatere opore družinam prek javnih programov, ki so integrirane v neke delovanje strok, ali tudi si, zdaj, če gledamo za različnih ministrstvo, ali je to za socialo, ali je to po zdravstvu in tako. Zakaj so to kratkotrajni? Jaz mislim, da je odgovor zelo preprost, zato ker je zadnje vedno pač potreben denar oziroma finance. Ne? Mi imamo, recimo, poznamo iz tujine predvsem modelov, ki so lahko zelo učinkoviti, ni nujno, da morajo biti zdaj dolgotrajni, ampak da veliko več nekih fleksibilnih, umestnih podpor družinam, tam, kjer se znajdejo, predvsem, da govorimo o ranljivih družinah. Da, pri nas v Sloveniji pa žal še vedno tako, da če govorimo zdaj na področju družinske terapije, če se gremo malo naprej, se pravi ne zgolj neke podpore, ki so lahko recimo ekonomske, pa neki socialni transferi in podobno, ker so tu zelo pomembni, ampak če govorimo za družinske terapije, pa pravzaprav razen to, kar je nekakva taka situacija, kar je pod napotnico, še možno, ko recimo psihologi, klinični psihologi lahko kaj ponujajo. Drugače pa včasih tudi, bi rekla, kolikor poznam strani kolegic in kolegov iz prakse, tudi tako, da napišejo, da ponujajo kako drugo storitev, pa v resnici nudijo podporo družini. Ampak če pa govorimo na splošno o vseh ostalih družinskih terapijah, pa pri nas nimamo zakona, ki bi to urejal, pri nas je to žal samoplačniško in z tega vidika se zgodi ravno tisto, česar si ne želimo, vsaj delujoči v poklicih pomoči, da običajno potem ljudje, ki v tistem trenutku najbolj potrebujejo neke podpore, neke recimo vključenost v proces, do tega ne morejo priti. Ampak tisti, ki se lahko to privoščijo, žal, ker je to privat praksa, pri nas je tako, zakona psihoterapevtske dejavnosti, ki bi tudi to lahko urejal, mislim, da še nekaj časa žal ne bo, ali pa upamo, da bo, ampak
tukaj je to sivo polje. In tudi sivo polje potem se zgodi, da se lahko marsikdo okliče za terapeuta, psihoterapeuta, kljub temu, da ni končal edukacije. Tako da, in v resnici lahko odpre. Prav nič ne krši nobenega zakona, če recimo gre na iPS in si prijavi SP, psihoterapija, ne vem, zdravljenje za ne vem čem. Tako da tukaj je žal trg tisti, ki uravnava pa tako, da marsikdo gre potem skozi več in veliko strokovnjakov in doživi tudi kako škodo. No. Tako da jaz mislim, da tukaj pa je še precej sivega polja za urediti. Žal. Zdaj pa drugo vprašanje, bo pa Matic, katero že? Zakaj smo tako vzvišeni? Zakaj imamo težavo, da označujemo? Za vse kaj, da istospolni, Ja, to se v resnici tekom zgodovine menjalo, ne? Ja. Težko bi rekla zdaj, da bi rekla samo en odgovor, ne? Da bi rekla zaradi tega in tega, ne? Ampak kolikor sem uspela razumeti delovanje družin, no? In kolikor jih jaz razumem, bi rekla, da veste, to je tisto, kar recimo nosimo s seboj. Ne? Družine nam dajo tudi neke vrste našo prtljago, lahko je ta spodbudna, lahko je taka težka, z njo imamo lahko cel življenje opraviti in tako naprej. In na nek način je tudi začetek ali vsaj neka baza za identiteto, ki jo lahko gradimo. Ne? Tam so neke osnove položenja, ne? Se pravi, pripadnosti, navezanosti in tako naprej. In tisto, kar jaz razumem, zakaj je toliko enega čustvenega angažmaja od tega, je to, ker je enostavno, kot da, ko govorimo o družini in o družinah, bodi si kakšenkoli so, kot da pravzaprav na nek način pripovedujemo o sebi in o lastni vrednosti. Jaz mislim, da se zgodi nekaj podobnega, no, v tem smislu. Da potem tako goreče zagovarjamo to, kar je, ker pravzaprav ta zgodba o družini ni prav daleč od tega, tudi od vseh ostalih drugih oblikov diskriminacije. Ne? Vedno pač ta neka večina, ki določa mainstream, kaj vse tisto, kar ni dovoljeno. Tako da jaz bi tu iskala nek tak odgovor. Mislim pa, da ni tako, da bi rekla v enem stavku to in pika. No? Ja, jaz tudi težko rečem. Ena mogoče od stvari, ki mi pride na misel, je to, da je to dosti konkretna stvar, ki jo ljudje sploh so zmožni misliti. Druge zelo abstraktne stvari, kot je sistemske stvari in tako naprej, imaš zelo težje mnenje oziroma moraš kaj vložiti v to, da karkoli razumeš. Od socialnih sistemov do političnih, ekonomskih in tako naprej, o družini, pa v bistvu vsak lahko je zelo konkretna stvar, mnenje imaš lahko o tem, kaj se pri sosedih dogaja in tako naprej. Zelo hitro se mi zdi, da se ta korak zgodi, več od tega, kar težko rečem, zakaj. Tudi se mi zdi, da so različni razlogi, različni ljudje v to vstopajo različno, drugi vstop v to zgodbo ima politik, ki v bistvu nabira točke na to temo, lahko ima medij drugačen vstop, lahko pa tudi samo ta pavšalna gostilniška zgodba o tem, da težko rečem. Še pa na to bi se navezala, no, ker mogoče se ne bi rada, da bi zvenelo, ne, vse v smislu, vse se zgodi v družini, zato je družina tako, ne, zdaj pa nam da po poti se tako naprej. Treba tudi malo širše pogledati, ne, eno od stvari je tudi to, da pravzaprav v družbenem okolju, v katerem mi živimo, s katerem smo mi prežeti, kulturna vrednota je bila zelo visoka družina vedno postavljena v sveta in tako naprej, ne. Tako da naš zahodni prostor je s tem prežet, ne. To bi bilo eno. Ne. Drugo pa, kar bi tudi za zadanje situacije, tako, kar se zdaj omenila v teh misel sisteme in tako naprej, tudi ne bi rada, da se bi tale moj prispevek slišal v smislu, veste, pa dajmo vse samo individualizirati, ne, stiske posameznika, ne. Sistem mnogo stisk vzpostavi sam po sebi, ne, in tam nima družinska terapija kaj započeti, ne. Če recimo to, kar se konkretno zdaj dogaja, čas, v katerem smo zdaj, ko se kopičijo recimo neenakosti, ko se revščina individualizira, ne, in potem rečemo, so starši za vse krivi, mislim, ne, oprostite, prav za vse pa res niso krivi starši, so pa za marsikaj, tudi so, ampak za vse pa ne. Tako da moramo tudi razumeti, da sistemski vidik, ki poriva danes družino v situacijo, da pravzaprav starši nekateri ne morejo nuditi otroku takega izhodiščnega položaja kot nekateri drugi, ne? In mi danes vemo, revni otroci so slabše ocenjeni, ne?
Tako da tukaj so tudi vzroki, no, ki mislim, da torej niso samo individualni pri samih posameznikov, ki so prtljago, ki ima, ampak tudi širši družbeni in sistemski. No, se bom zelo nakratko spotaknila od Pankrta. Pred drugo svetovno vojno je bilo na vaseh tako, da je cela vas poskrbela, če je neka mama umrla, za tiste otroke so si jih po hišah porazdelili. Pankrtov se je pač rodil veliko, zaradi tega, ker so bili moški pač taki, kakršni so bili in zaščite ni bilo. Veliko žensk, ki so imele premožnejše starše, so vsaj iz te centralne Slovenije hodili rojevati v Trst, kjer so otroke pustile v tamkajšnji bolnišnici in so jih potem nune oddajale lahko nazaj v isto vas ali kamorkoli drugam kot najdečke oziroma kot rejenčke in to je bil eden od načinov, da se je z nezakonskimi otroki pač na tak takratnim razmeram primeren način ravnalo. Pankrti so bili v bistvu zaželeni kot hlapčki, kot pastirčki, kot pestrne in nemalokrat moram še to povedati, kakšen odnos so imeli do teh otrok, ki so se rodili, lahko tudi znotraj poročenka para, če je šel mož s trebuhom za kruhom in je žena morala v njegovi odsotnosti poskrbeti za družino, je pač velikokrat tudi nastavila, kot so včasih temu rekli, in ko se je mož vrnil, ali pa tudi ne, recimo iz francoskih rudnikov po 5-6 letih, 10, so bili doma 3 otroci več, kot jih je v trenutku, ko je odšel pustil in ni delal nobene zgage zaradi tega. Tako da ta odnos Pankrt, kot ga preko samorastnikov poznamo, jaz mislim, vsaj preko teh mojih izkušenj, sem pa le dala več kot 1600 pogovorov skozi, sploh ni imel takega negativnega prizvoka, kot se mi zdi, da imamo, ko rečemo Pankrt, zelo radi pred očmi. Hvala. Mogoče še zadnje vprašanje, da imam bolj optimistično zaključilo. Gospa Milena, prej ste omenjali vnuka, ki vas gleda in vas ne sliši, predvidevam, da je že najstnik? Ki pa 4 leta je star. 4 leta? Ja. Zgodni ste, če bolj tista trmasta pada, verjetno. Kaj sem hotela povedati? No, ne glede na to, koliko knjig preberemo, koliko smo študirani, jaz sem hvaležna, da imam 6 prijateljic, vsako jutro kavo skupaj pijemo in vsak dan imamo nov problem. In kaj je bistveno, o teh problemih se pogovarjamo in je v redu, ko se zaveš, da nisi sam. Da nimaš samo ti takšnega problema, da danes ga ima ena čez 14 dni ali pa naslednje leto v šoli, da imaš pa ti. In to, kar ste omenila, komunikacija je bistvena, med partnerjema, z otroci, v službi, vse posod komunikacija. Če bi se mi malo bolj pogovarjali o problemih, ko se pogovarjamo o avtomobilih in o lepih rečeh, se mi zdi, da je bilo manj problemov. Eno je to pogovor, drugo pa je, da ste omenila, da ste proti raznim strokovnjakom. Se mi pa zdi vendarle, da v določenem trenutku pa prideš v situacijo, ne vem, ob odločitvi ali ob smrti, ko se ne moreš, se sam težko soočiš, ali pa otrok, na primer, in da takrat je pa dobro, da imaš na voljo strokovnjaka, je pa res problem, ne. Ponavadi si ga lahko privoščijo tisti, ki imajo denar, ne pa, ne vem, ali država, mesto. Mislim, da Ljubljano, mislim, da tudi ima neke stvari, kamor lahko greš, pošleš otroka ali kakorkoli, da se da pomagati. Se jaz nisem mislila, veste, da strokovnjaki so povsem odveč. Hotela sem samo reči, da strokovnjaki za vsak odlomljen noht, veste, in strokovnjaki za vsako figo pri otroku. Ker otrok, zakaj so danes otroci hiperaktivni? Je zaradi tega, ker lahko vse počnejo. A veste,
In otrok, recimo v mojih časih hiperaktivnih otrok ni bilo, ker je bilo veliko dela. In pohod takih reči, ko starši odpovejo, pa grejo k strokovnjaku. In to je tisto, veste, jaz sem to bolj mislila za odnos starši otroci. Ko starši se nam naljub in nimamo časa v narekovajih in raje otroka pošljemo v strokovnjaku. To se mi pa res velikokrat ne zdi prav, ker tudi v okolju, kjer živim, se to dogaja in se mi nekateri otroci, ki so zapuščeni sredi 21. stoletja, starši, ki zelo pogosto leporečijo, ampak ti otroci od staršev imajo manj, kot je za nohti črnega. Strokovnjakov je pa kar precej odhodnih. Če sem to še rečem, včasih smo otroke nadelali, če pa niso slabo oceno, zdaj pa starši v šolo pa učitelj nadelali. To odraža in, ne vem, otrokom ne dopustimo, da sami odločajo določenih stvarih in potem, ne vem, prvič, ko pride v službo, se šele postavi na svoje noge in doživi realni svet. Če pride v službo. Še zadnje vprašanje. Tomas, gospa Milena je danes že povedala, da sta dve verjetno drugače glasovali na referendumu, pa bi se navezal, ker smo ravno kaj zaključili s tem, pa verjetno v naslednjem letu bomo ponovno začeli. Pa me zanima, pogled vseh treh na eno osnovno dilemo, če bi definicija zakonske zveze v zakonu bila v smislu, da je to zveza moškega in ženske, ali dveh oseb, ali bi bilo, ne vem, sprejemljivo to za vas, gospa Milena, tudi zate Barbara in tudi za vas, oziroma kaj bi bilo tisto, kar slej ko prej verjetno bomo prišli do naslednje situacije referendumske in še neštetokrat to, ker ne bomo dejansko potrdili teh sprememb. Tak vse drugod po svetu kaže in ne dvomim, da slej ko prej pa nas. Tako da me zanima. No ja, jaz sem zelo navezana na biti žena, biti mož, biti otrok in tudi recimo besedo partner nimam preveč rada, ker me to spominja na kakšno odvetniško pisarno, partner and company, ampak morate razumeti, to je moje mnenje, s tem pa jaz sprejemam njeno mnenje in mnenje kakšnega drugega, kar pogrešam v današnji družbi. Jaz želim, da ima vsak človek svoje stališče. To je moje stališče, o njem govorim na glas. In ona bo povedala svoje stališče, pa kaj pa? Mi dve bomo lahko, če bi bile prijatelji, cel življenje se družile, imele se fajn, zato ker imela, jaz bi jo še bolj spoštovala, ona pa mene, če bi bili normalni, pa nismo. Zaradi tega, ker razmišljamo drugače. Veste, jaz imam veliko prijateljev, pa redko kdo med njimi razmišlja tako kot jaz. Zakaj? Zaradi tega, ker če želim slišati svoje lastno mnenje, stopim pred ogledalo, pa sama seboj govorim. Sej, mnenja nihče ne oporeka nikomor, ne? Ja, jaz sem povedala, oče, mama, otroc. Ja, hvala za odgovor, samo pač tukaj govorimo o pravnih definicijah, ne? A to pa ne ve. Kar se pa prave tiče, to pa nisem jaz lahko zamišljala. Nekaj je tisto, kar bi vam reklo na obredu, ko pa bom na referendumu glasovala enako kot Barbara. Ja, veste, ne boste rekli govorili. Dobar poskus. Zdaj meni, v bistvu se nimam kaj reči, jaz pa ne bo referendum učim manj, ampak tako, zdaj za zaključek, v bistvu zelo se mi zdi zanimivo, glede na to, kaj ste vse slišali od ljudi, da imate še vedno tako vero v to tradicionalno, a me razumete, v to se mi zdi, da vseeno se mi zdi, da če danes pogledamo na to, da je vseeno danes ženska malo bolj varna v skupnosti, da je to vseeno nek prispevek tudi neke obče osvoboditve, bi rekla. In se mi zdi, da neko tako vaše delo, ki ste ga napisali, mene osvobaja in upam, da tudi moje življenje osvobaja kakšno žensko, ki živi v tradicionalni družini, da so to ene
take vzajemne osvoboditve, se mi zdijo. Se mi zdi, da brez nekega feminističnega gibanja ali pa tudi gibanja homoseksualcev ne bi bilo možno danes, da ženska, da je to vse in vi ste samo mečkrat ste omenili, se tega nismo dotaknili, veliko se bo treba v prihodnje pogovarjati tudi o odnosu drugih kultur do teh vprašanj, ker mi smo se zdaj navadili, da smo v tem rajštih, zato ker je tako zelo težko to vprašanje, takoj ko načneš temo tega, kakšen je položaj žensk v nekih drugih kulturah, ki prihajajo sem, se zdi, kot da si fašist ali pa mogoče fašist z malo, da ti malo pašpara, ampak hoče reči, da so to stvari, o katerih se bo treba pogovarjati in ki niso tako samoumevne, da se bodo zgodile, da se bodo na dobro obrnile samo s tem, da bomo tih. Verjetno je treba probleme odkrivati, šele ko so odkriti, se z njimi lahko soočimo po mojem. In vaša knjiga se mi zdi en tak prispevek, ta odkrivanje tega, da sploh se lahko lotimo tega, te neke emancipacije tudi na tem področju. In se mi zdi, da neko temeljno načelo bi moralo biti, da je človeško telo nedotakljivo, razen če seveda in da vsak dotik človeškega telesa mora biti nekako soglasen. In da bi to morali na nek način bi izhodišče bilo vseh kultur, se mi zdi. Zdaj seveda otrokovo telo je manj nedotakljivo kot, ampak nekje pri odraslih ljudeh pa to vseeno bi morali. Skratka, tukaj se mi zdi, da se debate še ne začenjajo, kje so. Tudi za pravo so te zadeve zelo, mogoče samo kot zanimivost. Jaz sem zdaj 2 dni okupirana za eno francosko zadevo, ko je predsednik republike pomilostil, mislim, da drugič v celotnem mandatu, ker je njegovo izhodišče bilo, da pomilostitve ne bo delal, ker je to nekaj, kar je v bistvu v nasprotju s pravom. Nekdo je obsojati, ga pa pomilostiš kljub temu, da je pravo reklo, da je kriv. In je pomilostil v nedeljo žensko, ki je bila 47 let žrtev zlorabe strani moža in na dan, ko je otrok njen, se pravi sin, naredil samomor, ker je tudi zlorabljal otroke, in ga je ona umorila. In je dobila 10-letno zaporno kazen. Zato, ker to, in so šli pravniki, odvetniki njeni na silobran, češ, da se je branila pred silo in tako naprej, ampak v pravu lahko se sklicuješ na silobran, samo če se braniš pred direktno silo, da te nekdo napade. In to so zadeve, ki v bistvu jih je treba odkrivati, na novo razmišljati, ker tudi za pravo prinašajo nove izzive. A je nasilje, to nasilje, ki ga trpiš, nek lahko, ko bi rekla, ekskulpacijski razlog, za to, da nekdo, kako se tega sploh vi zelo prepovedujete, hkrati pa v bistvu nekako čutim to vdanost v usodo. Pač tako je bilo takrat, ljudje nekako, ampak danes tudi tako je, v marsikeri familiji tako je. In kaj lahko naredimo za to, da tako ne bi bilo. Od prava do, ampak s pravom nič naredi, ne moreš dokončno narediti, lahko postaviš neke stvari. Ampak to je neka aktivnost znotraj soseščin, skratka, vsi moramo se po moje bolj aktivirati in te odkrite stvari razmisliti in jih aplicirati na današnji čas. To, nažalost, po mojem, veliko tega je zgodovina, veliko tega je pa sedanjost. Bodi si preko prenosa vzorcev, bodi si preko tega, da se te vzorci enostavno še zmer živijo. Ta izkušnja me je zelo dragocena, veste to, da vi o tem, jaz se tukaj nič, se mi zdi, da so to samo eni drugi pristopi k istim stvarem. A lahko samo eno hecno vprašanje? Recimo, jaz res izhajam iz tradicionalne družine in sem podvržena tradicionalnim. Jaz tudi izhajam iz tradicionalne. Vendar, kako je to mogoče? Da jaz, ko sem na nek način mičken nazadnaška, sem se upala dregati v to spolno življenje naših prednikov, v Sloveniji pa 1 milijon, pa še malo feminističnih druženj, ženskih druženj, različnih, in sploh pomembnih žensk, ki držijo vsa vprašanja, ki se tiče žensk v svojih rokah, a ne bo hodič med njimi, ni bil nobene, ki bi to odregnila. A ne tako, da so stvari, kdo je bil nazadnaški? Jaz to one. Jaz bom zdaj malo diplomatska, mogla bi to bolj razmisliti, ampak vsak, morate zahtevati od drugih, da bi se ukvarjali z istimi stvari, s katerimi se je treba ukvarjati.
je res velika količina. Ne? In vaš po moje pristop je res druga. Veste, to je življenjsko delo. Zdaj jaz sem na fakulteti zaposlena in vam lahko rečem, tega na fakulteti nihče zaradi sistema ne more narediti. To lahko narediš v svojem prostem času, ker nihče ne bo te toleriral, da narediš v življenju 1600 intervjujev, ker se boš vsem zdaj zmešan. A me razumete? Vse je instant postala, ne? Ti moraš producirati in vi ste nek drug pristop je tukaj, ki je nesistemski, to je antisistemska knjiga, ne? V smislu, in to lahko naredi samo nekdo, ki je zunaj sistema. Jaz sploh ne vem, če bi lahko, verjetno ta knjiga, lahko ima še neke teoretske nadgraditve in tako naprej, ampak da bi se pa to nekdo kot raziskovalec lotil na faksu, on mora naštepati, a veste, takih 20, a ne? V enem življenju, a ne? Mislim, drugačnih, ampak seveda, ampak hočem reči, da bi si za to vzel čas, da to je verjetno ste delali dolg časa, ne vem, nisem tako spremljala, ampak da bi 10 let neko tako, ampak to bi bilo prav, da je ti na koncu življenja, da v bistvu imaš neko tako delo, ne pa da imaš 50 člankov, ki jih objaviš v revijah, ki jih noben ne bere, ker so tako zelo specializirane, ampak to je zdaj čisto druga tema. Vaš položaj je čisto druga, bi rekla, jaz ne bi nobeni od tistih, ki tega niso naredile zamerila, bi se vam pa zahvalila, da ste vi to naredili. Ja, se je bilo hecno. No, daj, kratko, Ivana. Čisto kratko, nekaj je res čisto tako. Halo? Ja. Veste kaj, to vašo knjigo je čisto nemogoče v knjižnici že dobiti, ne? To veste, vrsti Tukaj le. Pa da povemo še drugim ljudem, ker niso danes tukaj, čisto, ker vem, da je zanimanje silno. Mene ne pokličejo. Na spletna stran Milene Miklavčič, gor so tudi vsi podatki v knjigi, tako da tam so tudi kontakti. Super, hvala lepa, ker knjižnici ni začakati, jo je pa treba imeti po mojem doma, vsaj vsi mi, ki se ukvarjamo z družino, bi jo morali imeti na knjižni polici. Hvala. Ki se ukvarjate z družino, vsi učitelji bi jo mogli imeti. A veste, vsaka družina bi jo mogla imeti. Dobro sem še jaz, ne? Ja, prosim. Preveč smo govorili, ne delajo več. Na kratko še eno stvar, ko sem stavila, recimo, da že otrokovo telo je nedotakljivo, no malo manj, res je malo manj zaradi nege, ampak tudi, veste, tudi tukaj gremo že lahko, tudi otrokovo telo je v resnici nedotakljivo, tudi kje se začne spolna vzgoja? Ne pri poimenovanju spolovil. Spolna vzgoja se začne pri tem, ko jaz rečem, a lahko odločam o tem, kdo se me dotakne, kdo ne. Kateri ljudi, ki so prijetni, kateri ne, kateremu lahko dovoli, kateremu ne, ali ne sme vsaka stara mama, teta, sosed polučkati zato, ker je pač mali otrok. A vidite, te stvari so tudi bolj subtilne, ne gre kar, spet ne moramo kar tako na počesa. Vprašanje je bilo, če bi jaz sprejela, da če bi bilo dikcija moža in žene ali dveh oseb. Ker se meni tiče, če vzame osebno, vprašanje je za mene dveh oseb povsem okej. Jaz ne rabim še moža in žene zraven. Kot kompromis. Če kot kompromis, okej, mislim, če bo prinesel korak naprej, super, tako bi si želela. Ampak kar bi si pa jaz želela, če mene vprašate, apropo vsem tem pogovorom o družinah in o družini in družinskem življenju, jaz bi si želela, da bi se bistveno manj ukvarjali s tem, kakšna je sestava družine, ampak bistveno več o tem, kakšne so kvalitete odnosov v katerikoli družini. To bi si ja želela, tako. In to bi bilo za mene, kar se tiče tudi neke vrste apel in s tem bi se tudi lahko, veste, povezali nekaj, kar ste vi nakazali že tudi to, da pravzaprav kot ljudje smo vsi ranljivi, kot ljudje imamo vsi neke močne in pa tudi malo manj močne točke in se lahko tudi tukaj povežemo in v enih družinah rabimo malo več se naučiti, v enih rabimo malo manj, skratka,
tukaj, da to tudi ustvarja neko vrsto skupnosti, kjer lahko pravzaprav iščemo neke nove odgovore. Tako da, ja, znotraj družine se strinjam, iskati vire moči, ja, seveda kdaj tudi pri strokovnjaku in seveda širše tudi v skupnosti, ampak vse treba pogledati tudi skozi prizmo sistema, kje so te možnosti za to, da to lahko naredimo in kje ne. Tako da, ja, za mene bi bilo absolutno manj o sestavah družin, pa več o kvaliteti odnosov družine. Tako, mi smo čas porabili. Jaz se zahvaljujem vsem trem gostjem za tole zanimivo debato. To je res zelo široko področje in bilo še dolgo časa govorili, ampak je nažalost naš čas omejen. Zdaj, gospa Milena je prinesla knjigo s sabo, tako da, če že kdo želi danes kupiti, jo lahko verjetno tudi kupi. 20 evrov je danes. Je pa tukaj, imam s sabo tudi knjigo, ki sem jo omenjala blizu doma, priročnik, tako da, če se ga kdo želi pogledati, tudi priporočam. Tako da bo tukaj na voljo. Potem pa, jaz vas bi povabila, tole je prva okrogla miza, Pirati pa drugače načrtujemo še celo serijo okroglih miz na različne teme. In naslednja bo 2. marca, točno čez en mesec, tukaj spet ob 7. zvečer in bo pa na temo mladih in zaposlovanja mladih oziroma o jamstveni shemi za mlade, ki smo jo sprejeli leta 2013, o tem, ali deluje ali ne deluje, oziroma kaj je narobe s sistemom, ki ne zna zaposliti svojih najbolj vitalnih sil. Okroglo mizo bo vodil kolega Igor Brlek in bo zagotovo povabil kar nekaj zanimivih gostov. Jaz se samo še zahvalim z darilom in sicer Pirati smo izdali knjigo Zakaj reforma avtorskega prava, glede na to, da ste vse 3 avtorice, mislim, da bo vam zanimiva in vam mogoče tudi kaj za vas prinesla. Najlepša vam hvala. In seveda hvala tudi vam in vam, ki ste gledali na streamingu.